Zanimivo je bilo torej v prvem delu športnega vikenda, ki je bil 9. zapovrstjo. V Sloveniji Bistriškem športnem parku se je potilo veliko rekreativcev, ki so prišli v različnih športih. Igrala se je košarka, trojke, odbojka na mivki, igral se je tenis in tudi fuzbal tistih najmlajših ni manjkal. Mi pa pogledajmo, kako se je razpletalo in kako so posamezniki, torej rekreativci, uživali v tem prvem delu bistriškega športnega vikenda. 9. športni vikend je največjo udeležbo po posameznih disciplinah tokrat zabeležil v nogometu. Na turnirju najmlajših selekcij, ki so nastopile v soboto in malo starejše v nedeljo, se je z okroglim ustjem podilo več kot 450 žogobrcarjev. Zanimiv turnir pod imenom Slovenija Open je spremljalo tudi veliko navijačev in staršev, ki so sestavni del tega športno-rekreativnega druženja v okviru Športne zveze Slovenska Bistrica. Danes smo v okviru tega športnega vikenda organizirali ta turnir, bilo je 40 ekip, skupaj več kot 400 otrok. Zelo smo zadovoljni z udeležbo, igral se je odličen nogomet, mladi so bili navdušeni in moram reči, da smo zadovoljni z vsem potekom celega dne danes. V okviru vikenda, tega športnega vikenda se lahko pohvalimo, da je bilo danes udeležba več kot 1000 ljudi na stadionu in trajajo turnir do 3 popoldan in menim, da je to odlična predstavitev nogometnega kluba in pa seveda tudi športnega vikenda kot dejavnost v Bistrici. V dopoldanskem času so pod košarkarski obrod stopili najmlajši privrženci košarke 3x3. Na turnirju jih je pozdravil tudi Klemen Prepelič, kar je tem mladim košarkarjem naredilo še poseben vtis. V popoldanskih obračunih se je v članski konkurenci pomerilo 7 ekip. Ekipi Tim Rače pa je nastopil tudi bistriški olimpijec iz Pekinga 2008, atletski desterobojec Damjan Siter. Moja 11. disciplina je bila vedno košarka, že iz rane mladosti. Tudi veliko poškodb iz nje, ampak vseeno nadaljeval z košarko po atletiki, 2krat na teden rekreacija s fanti in evo danes smo tukaj. Je ta turnir danes tukaj rekreacija ali bolj resen pristop? Ne, čista rekreacija, to smo sami 40 plus, veterani bolj ali manj, tako da res malo gledamo te naše fante, da so vsi polni energije, mi pa se trudimo. 7 ekip se je torej v košarki borilo za prva 3 mesta. V malem finalu so košarkarji in Vid premagali Tim Rače z 9-7. V finalu pa so Cigli prepričljivo premagali Gaserje z izidom 20-10. Da je vse potekalo kot je potrebno, so poskrbeli člani košarkarskega kluba iz Slovenske Bistrice. Glede na to, da saj prvič po nekaj časa organiziramo ta turnir, mislim, da deležba dokaj v redu. Privabili smo tudi neke ekipe iz okolice, tako da za začetek bo v redu, drugo leto pa ciljamo še na večjo deležbo, pa če bo tudi po sreči še na žensko košarko. Tako da za drugo leto pa so malo večji cilji. Kakšno pa tvoje osebno mnenje o tem bistriškem športnem vikendu? Se ti zdi udeležba zavidljiva, velika, ali bi morda z vaše strani imeli še tudi kakšen drugi predlog za to izvedbo? Pa glede na to, da se je veliko športov letos vključilo, vsi so imeli tudi željo predstaviti svoj šport, so imeli željo nekako organizirati neka tekmovanja, se mi zdi, da je to res super. Pač za vsak posamezen klub za promocijo športa in nasploh za promocijo športa v Slovenski Bistrici, sploh glede na to, kako se ureja infrastruktura, ureja se športna dvorana, se je uredila, tu se je zdaj plezalni center, tako da mislim, da je kar super. No. Odbojka na mivki, beach volley, vedno zanimiva in privlačna igra za oba spola. Med šesterico ekipe je bila tudi trojka iz bistriškega ženskega odbojkarskega kluba, ki zna zraven rezultata poskrbeti tudi za prijetno zabavo. Ja, vzdušje je ful sproščeno, fajn se imamo, res uživamo danes. V odbojki na mivki so prva 3 mesta zasedle ekipe MM, v finalu pa je z 2-1 v nizih ekipa Hajduk premagala Podvrh. Cene Štern, ki je s kolegi poskrbel za nemoten potek odbojkarskega druženja, si za prihodnje leto, ko bo 10. izvedba, želi večjo udeležbo. Koncept športnega vikenda mi je zelo všeč, saj pokaže pripadnost občine, zavoda za športu in fino je, da se malo podružimo, pa kakšno rečemo, pa odigramo kakšen set. Se veseliš že naslednjega 10. jubilejnega? Seveda. V času prvega dela športnega vikenda niso mirovala teniška igrišča v športnem parku. Med sabo so tekmovali in se družili tisti v najmlajših starostnih kategorijah.
To je bilo torej nekaj udarnih tekmovanj v prvem delu športnega vikenda, ki so jih v športni zvezi skupaj s sodelavci dobro izpeljali. Obeta pa se še bolj zanimivi drugi del, ki se bo nadaljeval v petek 22. septembra. 22. se organizira dobrodelna tekma med gospodarstvom in negospodarstvom, kjer bomo zbirali sredstva. Seveda, ta sredstva bodo šla letos za tiste, ki so bili prizadeti v poplavah. Bo tudi dražba dresa Markosa Tavareša in pa rokavica Žbeta Juga. Oba dva bosta tudi na tem dogodku prisotna, tako da vljudno vabljeni, da se udeležite tega dogodka. Bo ob 5. na prenovljeni nogometnem stadionu. Hkrati bo potekala tudi otvoritev tega stadiona. V nedeljo bo strava izziv kolesarski vzpon na 3 kralje, šahovski turnir in pa turnir v frizbiju.